Iz ljubljanskega studia 69, to je oddaja Za babe. Intermedijska umetnica Ema Kugler je nominiranka letošnje Prešernove nagrade za eksperimentalni film Le Grand Macabre, posnet v živo na podlagi zvočnega posnetka v Théâtre du Châtelet, kjer so prikazovali opero Georgija Ligetija. Ligeti je znatno vplival na sodobno klasično glasbo, poznamo pa ga tudi iz Kubrickove Odiseje 2001, iz filma Shining in Široko zaprte oči Eyes Wide Shut. Le Grand Macabre Eme Kugler prikazuje črn zaslon, ki ga predirajo bele črke iz različnih smeri in glasovi, ki se kopičijo eden čez drugega. Odsotnost podobe poudarja pomen glasbe. Performance Introitus, za katerega je tudi nominirana, je prav tako posvečen Ligetiju. Umetnica svoje dogodke prikazuje v velikih dvoranah, tovarnah, kamnolomih ali na projekcijah v popolni temi, napolnjeni z zvokom. Edina perzijska ženska revija Zanan, v prevodu Ženske, bo po 16 letih nehala izhajati, poroča iranska agencija Fars. Revija je izhajala mesečno in je bila edina platforma, kjer so ženske lahko razpravljale o polemičnih, političnih in socialnih temah. V državi, kjer novinarje zapirajo, je reviji Zanan uspelo preživeti 16 let in obdelati vroče teme, kot so uboji iz časti, seksualna trgovina in trpinčenje žensk za hišnimi zidovi. Odkar je pred 2 letoma prišla na oblast vlada Mahmuda Ahmadinedžada, minister za kulturo in islam Mohamed Harandi zatira borke za ženske pravice. Najmanj 100 jih je bilo zaprtih v tem obdobju. Prepoved ženske revije Zanan pomeni, da morajo aktivistke ostati budne. V Turčiji je na tisoče ljudi protestiralo zaradi napovedi vlade, da bo odpravila prepoved nošenja rut na univerzah. Državljani in državljanke se bojijo, da bi to vodilo v strožjo islamizacijo družbe. Verskih pokrival na turških zasebnih in javnih univerzah ne nosijo že skoraj 20 let. Vlada pa svoj predlog argumentira, češ da je zaradi prepovedi nošnje rut za višjo izobrazbo prikrajšanih na tisoče žensk. Po mnenju turških intelektualcev, uvedba naglavnih rut resno ogroža sekularni sistem. Turški parlament bo o predlogu glasoval v naslednjih dneh. Univerzitetne profesorice in profesori pa so že napovedali bojkot pouka, če bo zakon sprejet. Predlog za spremembo zakona je vložila vladajoča konzervativna stranka za pravičnost in razvoj, ki skupaj s skrajno desno nacionalistično stranko razpolaga s potrebno večino. Glavna opozicijska republikanska stranka pa je zagrozila, da bo spodbijala spremembe pred sodiščem, če jih bo parlament sprejel. 6 let po osvoboditvi izpod talibanske oblasti in v času demokratične vlade Hamida Karzaja je islamsko sodišče v Afganistanu na smrt obsodilo mladega študenta novinarstva, 23-letnega Sajeda Perveza Kambakša, ker je razpečeval tekst s spletne strani, kjer piše, da muslimanski fundamentalisti, ki opravičujejo zatiranje žensk in se pri tem sklicujejo na Koran, napačno razlagajo preroka Mohameda. Kambakši je tekst delil med študenti in študentkami in profesorji in profesoricami, da bi, kot je dejal, vzpodbudil razpravo. Toda nekdo ga je prijavil, bil je aretiran, versko sodišče, ki mu ni dovolilo pravnega zastopnika, pa ga je obsodilo na smrt. Kambakš se je pritožil na prizivno sodišče. Mednarodne skupine za človekove pravice in nekatere vlade so pozvali afganistansko vlado, naj razsodbo razveljavi. Tudi Združeni narodi so poudarili, da Kambakš ni bil ustrezno pravno zastopan. Zadnjo besedo v državi ima predsednik Karzaj. V Kataloniji je od vseh španskih avtonomnih pokrajin največ očetov, ki vzamejo 15-dnevni porodniški dopust, kar jim omogoča zakon za enakopravnost spolov, ki je prišel v veljavo marca leta 2007. Sledijo jim očetje v Madridu, Andaluziji in Valenciji. Prav tako je Katalonija prva od avtonomnih pokrajin po številu porodniških dopustov. Pakistan je 6. najbolj naseljena država na svetu in 2. največja muslimanska država, takoj za Indonezijo. 60% prebivalcev je mladih, ki imajo veliko otrok, več kot v Bangladešu ali na Tajskem. Zaradi verskega radikalizma in popolnega zloma vseh demokratičnih institucij je govorjenje o načrtovanju družine, varni spolnosti, spolni vzgoji in homoseksualnosti še vedno tabu.
31-letna zdravnica Donja Aziz je bila predstavnica v parlamentu prejšnje vlade, odkar pa je prišel na oblast Mušaraf, je morala delo v parlamentu zapustiti. 5 let je bila dejavna v politiki in si zdaj lahko šteje v čast, da je prispevala k uvedbi spolne vzgoje v srednje šole, kar je vlada že odobrila, zdaj pa je na vrsti še Ministrstvo za šolstvo, da to uvede v praksi. Azizova je v intervjuju za Ips News povedala, da so na mednarodni konferenci visokih muslimanskih duhovnikov ULEM leta 2005, na kateri je prisostvovalo 23 držav, prišli do konsenza, da islam ne prepoveduje načrtovanja družine in uporabe modernih medicinskih tehnik. Delegacija žensk iz Sudana se je udeležila afriškega vrha v Adis Abebi, kjer so pozvale sudansko vlado naj reši konflikte v državi in izvede preiskavo vojakov Združenih narodov zaradi seksualnega nasilja nad ženskami in otroci. Odločne predstavnice Sudana so izjavile, da so prišle na afriški vrh v Etiopijo, da bi se srečale z vplivnimi voditelji, ki lahko izvajajo pritiske na sudansko vlado. Bolečina ženske iz Darfurja je bolečina vsake Sudanke, je izjavila ministrica za kmetijstvo iz vlade Južnega Sudana. V delegaciji so bile še 3 ženske iz Darfurja, 5. pa je bila iz Severnega Sudana. Vse so se strinjale, da je potrebno ustaviti konflikt v državi in poskrbeti za prihodnost otrok. Vlada, ki ima sedež v Kartumu na severu države, je bila obtožena, da je skrbela za razvoj zgolj v svojem delu države, ostale pa je zanemarjala, zaradi česar je nastal konflikt. Da bomo še bolj slikoviti in efektivni, še malo statistike. Samo v letu 2007 je bilo svojih domov pregnanih 250 tisoč ljudi. Zdaj je več kot 2 milijona notranje razseljenih oseb v državi. V zadnjih tednih se je nasilje še povečalo med 26 uporniškimi skupinami in vladnimi silami v zahodnem Darfurju. Iz ljubljanskega studia 69, to je bila oddaja Zabave. Drage moje, če ste moški, se lahko vsak dan vsaj enkrat vprašate, kako bi bilo, če bi se rodili kot ženska. Ali pa tudi ne. Pazite nase.